Ej ti! Ja ti, ja! Zakva še nisem na mal? A ti veš, da Malta dobesedno tala cash za to, da prideš sem? Tako, dajo ti ga. Samo zato, da ti prideš sem. Tako da ne vem, kva čakaš. Hej ho, punčki pa sončki, dobrodošli nazaj na najinem kanalu in tako kot obljubljeno, midva sva šla na Malto! Pinkolo, pinkolo. Pobegnila sva deževni Sloveniji, kjer je cel teden napovedan dež pa nevihte in sva prišla na sončno Malto. Ej, koliko greva stran od Slovenije, bolj ali vreme? To ti zih nekaj pove. Sam stran. Smo prehitro rekla glede dežja pa Slovenije. Čak, na Malti pa cel teden sonce, v Sloveniji pa dež. Piško, tole malo shady, kam sem mi da to prišlo? Na parking? Ja, ne vem. Saj ni tok shady. Lej, imajo drevesa. To je to. In zdaj v bistvu sva kar pristala, takoj greva prevzeti avto in v bistvu tukaj naju čaka že prva velika ovira. Oziroma izziv. Očitno je izziv še preden sem prišla do samega izziva, ker ne najdeva, kje se renta avte, ne najdeva Europe Cars. Višva dol iz tega sonca? Ja. To pa je gužva, kaj na hrvaški meji, kamor ne gre. Zdaj jaz ne vem, imamo zmed midva to nesrečo, da največjo vrsto na Rajmava, ampak Europa Car pa Sicily by Car deleč največ vrsta ostalo prazen. Ja, se če ste najcenej. Ja, logično. Prevzela sva tega mehkega pinguina. Lega, Peugeot 108, najvažji avto ever, najbolj. Jaz sploh ne vem, ko vam midva tele kovčke noc spravila. Lej, to ima ful velik prtljažnik. Ima ful velik prtljažnik. Ja, No, lej. pokaži. Ful velik prtljažnik, daj poglej to. Ja, ne vem, koliko se glih kaj vidi, ampak no, to je tako, za dve moje roke približen. A bo? Ja, glih za glih. Glih prav, lej, Jo, plac, še plac. Še za enega. Ja, to bi se še jaz tle lahko spočil noter Daj malo. vidi, če se zapre. Ja, placa. Za 3. To pa nekaj ni v redu. Nije, ne. Ne. Daj jo zamenjati. Ja. Pa ja. To pa ja. Ja, ne vem, če ste vedeli. Na Malti vozijo na napačni strani ceste, oziroma Na levi strani. Na levi strani. Tako da to je tisti izziv, o katerem sem prej govorila, ker Ponč še ni vozil na levo po levi pasu, po levem pasu, tako da v bistvu me je malo strah. Malo me je strah, ker Bova šla počas. bo šla počas, ker po mojem, ne glede na to, koliko video pogledaš, nisi pripravljen na to, kar se poje dogaja na cesti. In še kako prav je imel. Zavijte rahlo levo. Koliko je to rahlo? Aleks! Pazi špegu. Joj, Aleks. A ja, a vidiš, ker ne gledam. To me opozariti tam. Ja, skor si špegu zbil. Ja, možno, ja. Čakaj, a lahko grem? odprt. Viš, jaz sem hotel kar predstavljati tle, na tej strani. Joj, s tem, da je prva je isto v prvo, ni, da bilo še to vsaj obraten. Se boš navrnil. Ajde, prva, levo, gor. Zajebanje, ker si navajen na desno, da z desno minaš. Ja, vem, ja. Viš, da sem usran. Ne, strah. Vi me kar prehtivajte, jaz sem počasen. Pazi. Joj, Aleks! A si ti videl tega na levi? Ja, videl. Aj. Ajde, v Jo, šesto. jaz hočem na tej strani predstavljati. Ajde, v šesto. Jaz imam po feeling, da jaz vozim, sam nimam volana. Desno, glej. Joj, Aleks, ful voziš po levi. Ja, saj sem navadil. Zavijte rahlo levo. Koliko je to rahlo? Aleks! Aleksej! Ja, če sem- Robnike leve pa une. Aj, kaj s tem konem? Zakaj je kon na cesti? Ustav se ali pa pejt na drug pas. Ker ga boš pogazil. Kaj s konom? Jaz sploh ne morem uživati v razgledu, ker te kaj... Pazi robnike, joj.
Ej, tle so pa i Ja, v redu je, ne ti okol gledaj, ti cesto glej. Se jo gledam. Zapeljite iz krožišča. Ja, vse sem videl. V Zavijte redu, rahlo to sem videl. levo. A me ti zdaj pa. Jaz sem skoraj umrla. To je pa kaos, no, daj nehi, pa še folk ne zna voziti. Mislim, jaz tudi ne znam voziti, ampak oni pa ne upoštevajo pravil. Jaz sem skoraj umrla. Ene trikrat sem šla v lev robnik. Ene 3 avte smo skoraj porušili. Jaz sem toliko zdehidriran, da ga lahko po vodo. Ja, greva. No, dosti hecov, zdaj pa res pejmo na kakšen ogled. Sama Malta ima zelo pestro zgodovino in leto bomo skozi celotno potovanje tudi malenkost spoznali. Ampak dajmo za začetek najprej nekaj osnov. Malta je ena najmanjših držav na svetu. Leži približno tam nekje na sredini Sredozemskega morja, 333 km severno od Libije, če smo natančni, oziroma po domače majčkeno južno od Sicilije. Imajo svoj jezik, in sicer malteščino, in vozijo, kakor smo videli, po napačni strani ceste, torej po levi strani. Skozi celotno serijo vlogov po Malti vam bova nadrobila kar nekaj informacij oziroma zanimivih dejstev o sami Malti in tukaj je že prvo. Čeprav je danes Malta samostojna država, pa je bila celih 150 let pod okriljem Velike Britanije. In ta kulturni vpliv se še v bistvu danes zelo dobro pozna. Čisto tako za zanimivost je pa Malta dosegla svojo neodvisnost leta 1964. Za prvi dan sva se odločila, da si ogledava majhno ribiško vasico Marsašlok, ki se nahaja v bistvu zelo blizu letališča. Sama vasica je taka zelo lušna, kar pa je najbolj zanimiv tukaj, so pa tele pisani čolni, ki jih vidite za mano. To je v bistvu res en tak prav markanten znak tele obmorske vasice. Pa če boste slučajno kdaj dobili razgledanco s temi motivi, zdaj veste, iz kje to pride. Tle pa smrdi po riba, ha? Ribice! Sva na ribiškem trgu, tržnici. Sicer že izgleda, da vse pospravljajo, tako da rib danes ne oznaju. Bojo poju v trgovini. Fuj. Ampak sprehodva se pa vse glih lahko, ne? Fak Cindy, mene je strah. Čakaj z grozljivke tale pisemca. A lahko ne? Midva sva postala lačna, zato sva se odpravila tlele v eno restauracijo. Zdaj, glede na to, da ribe praktično iz morja skačejo na krožnik, moraš seveda jeti na kakšne ribice oziroma na morske dobrote. Tako, morske dobrote. Lejko pa je. Diši. Okul diši. No dej, greva hiter jesti. Gremo tole. Hiter jesti. Kaj punč, a je bilo dober? Ali vidiš, da še ostanke une juhe, v kateri so se vse tele školjke kuhale jen? Pa še vse pojedu. Ja, lej. Kaj pa vejo Maltežani, kaj je to gorenc? Gireve, še ti še žlice niso dali. Lej, pač, moraš se znati, da tisto, kar dobiš v okolju, porabiš vse. Ne, to bilo pa že preveč. Bumbar. Dobro je bilo. Verjetno se sprašujete, kako si na potovanjih upava jesti školjke, ulično hrano oziroma street food in pa nasplošno neko vprašljivo hrano, kar se tiče prebavnih motenj. Imava skrivno orožje, ki nam je že ničkolikokrat rešilo življenje, in sicer Vital 8. To je aktivno oglje z integriranim vitaminom C, ki nase veže vse toksine. Lahko ga vzamete preventivno ali pa, ko nastopijo težave. Najboljša stvar pri Vital 8 pa je to, da zraven dobiš še obesek za ključe. Notri lahko daš 2 kapsuli in sta tako vedno s tabo. Za brezskrbno potovanje ti spodaj v komentarju pustiva direktno povezavo do spletne trgovine. Pri nakupu pa uporabi promokodo PS20 za 20% popusta. Someone might be coming along.
No, fantje, učite se. Gospod noče biti masten. Pa moram biti dlake mazati. Najna druga destinacija, St. Peter's Pool. Kar se sliši kot St. Petersburg. Oni imajo celo žurko tle. Na žurko so prišla. Ja, evo. Na bazenu Svetega Petra, St. Peter's Pool, kakor so rekla. Na ravnem bazenu. Tako, gre v bistvu za klifovske formacije, popularne so pa glih zaradi tega, ker folk, kakor vidite, ful skače noter stupni. S tem, da imaš dosti različnih višin, lahko skačeš iz najvišje, ki je koliko ene 5-6 metrov, nekaj takega, ali pa greš čist nekam malo niže klife, pa pač z nižjih skačeš. Zdaj, parkirnina lahko je zastonj, lahko je pa 2 evra. Tako da, če date tisto za 2 evra, pridite saj za nekaj cajta, pa se pojdite kopat. Mi ga danes nimava tega v planu, bo pa mogoče kakšen drug dan prišla nazaj, se res mečkan, pa niti ne pokopat, malo poskakat, a ne? Tako. Ampak veš, kaj pa je ta glaven? Kaj? Tamle gor, ka piše cold beer. Konča, veš pa naj pa zdaj čaka. Že vem, hrana. Ne. Pivo. Ne. Činkolo binkolo. Adrenalinska vožnja čez celo Malto, od jugovzhoda do severozahoda. Cela Malta. Adrenalinsko. Po levi strani. Adrenalinsko. Pa oni ne upoštevajo nobenih pravil. Ne. Ja. Ne. Mava to, pa pivo. Kdo je kam prišel? A veš kaj, kar ponoviva vajo, ker tole pa ni bilo za nikamer. Ponoviva, preden bo vse razmetan. No, pridi. Lego je lepo. Klej imamo sobico, posteljco, pa TV, pa hladilnik, pa balkon. Sam še najdi se moram. Balkon, stolčki. Malo je tema, bomo jutri pokazala. Balkončka najnega, klej imamo stolčke, pa razgled na ulico. Pa še malo morja vidva tam dol v kotu. Pa kopalnico, pridite pogledati kopalnico. Pa kopalnico. Taki vesi hotelčko sva. No, v bistvu je kar velik. A Cindy, tole pa je večerja z razgledom. Ja, kakšna streha imamo. Ej, to. Pa razgled, pa bazen. Bola. To je vse v sklopu hotela. Je nič? Činkolo binkolo. Ponče, si vesel? Ja, lej, to je tako lepo zložen, da jaz tudi narazen ne znam dati. Ne, noro je. Noro. V toliko lepem hotelu pa ali že zelo dolgo cajta ne, ali pa sploh ne pomnim, kdaj sem bil. Bola, ne. In oni ti plačajo tudi, so tam v hotelu, a se ti hivicaš. Lej, kako je vesel. Kako si vesel. No, da razloživa, kva je fora. Malta torej dobesedno tala denar turistom, da pridejo k njim v državo. To je v bistvu njihov način, da obudijo turizem. Zdaj, da talajo denar je mečkam posplošena izjava, ampak načeloma drži. Sam pogoj, da dobiš ta denar je, da greš v hotel, zato so tudi midva v tem hotelu. Koliko denarja dobiš, je pa odvisen v bistvu od tega, kjer hotel si izbereš. Če greš v hotel s 3 zvezdicami, dobiš malo manj, če greš v hotel s 5 zvezdicami, dobiš več. Zdaj, kako pa potem ta denar porabiš, je pa od samega hotela odvisno. Zdaj, nekateri pač imajo tako pravilo, da lahko porabiš za pač samo nastanitev, se pravi, ti za hotel ni treba nič plačati.
Spet drugi, tudi torej ta, v katerem se midva nahajava, imajo pa drugo logiko. Je pa, da sicer prenočitev plačaš, ampak potem tisti denar, ki si ga dobil, ekstra porabiš za neke priboljške v samem hotelu. Ne vem, za pijačke, za hrano, da si upgradeš oziroma nadgradiš sobo v, ne vem, da nisi v standard roomu, ampak da si v deluxe roomu. V tem smislu. Midva sva si izbrala hotel Maritim, ki ima v bistvu 4 zvezdice, kar pomeni, da sva po osebi dobila 150 evrov. Torej 300 evrov imava skupno za zapraviti kukrčva, za hrano, pijačo, kar hoče. Kar hoče. To je v bistvu super, čist nama pisan na kožo. Pač midva sva zdaj res ful naporno delala po cele dneve in res rabva vsaj en dan malo na relax, malo da se spočijeva, hotelček, bazen, plaža, kakšen koktelček v roki. Tako da en dan si bova prvo šla, to je v bistvu današnji dan, relax in pol začneva s ta pravim road tripom, ki se pa pač jutr odpravljava. V tem hotelu bova pač v bistvu 3 dni, pol pa se prestavlja v apartma v Airbnb nek na sred otoka. Zdaj sva pa v bistvu čist na severu. To sam greš, ni prehoda, to sam greš, pa mižiš pa upaš, da te meni ne zbije. Ja, lej, tale ni nič za mizo, pa je stal šut, tako da... Beži, sam pojď. Tudi enega relax dneva ne morem imeti. Ne moreš. Tale Felix Bumbar je huška otrok. Zdaj smo mogli zaradi njega dati najn relax zdaj na pauzo in iti na malo večji sprehod do enega parka. Pa ne zato, da bi njega sprehodila, ka to rab, ne. Ampak zaradi tega, ker s temi drončki, to ni samo tako, da ga kupaš pa letiš, je treba še marsikaj druge. Tako da, ne, če šla ja, zdaj do enega parka, da mu jaz malo funkcije naštimam, da bomo sploh lahko kaj leteli. Če bomo sploh lahko, ker še nisem siguren, če bomo lahko. Tako da, regulativa. Neč, bežva. Ja, problem je v tem, da je Malta preveč majhna. Naj razložim. Dron po zakonodaji ne sme povsod leteti, še zlasti pa ne v okolici letališča, kar je logično. Vsa letališča imajo radij, v katerem sploh ne smeš leteti in tudi sama aplikacija tega ne dopušča. In ker je Malta tako majhna, je to območje okrog njihovega mednarodnega letališča čez pol otoka. Potem je pa še nekaj drugih območij v tem radiju, ki pa so si med seboj različna. Za nekatere rabiš posebno avtorizacijo in dovoljenja, za določene ne. DJI ima te območja nekoliko drugače definirana, kot so v naši zakonodaji in edini način, da preizkušiš, ali se tam sploh da leteti ali ne, je, da enostavno sam probaš. Praise the Lord! Je bil pa ta sprehod saj za nekaj koristen, zdaj nova več mastna. Pač jaz ne vem, kdaj sem bil v življenju nazadnje toliko masten zaradi sončne kreme in sem prav pogrešal Havajko. Ja, v bistvu imava samo ročno prtljago in sva lahko samo eno kremo sva kupila kar eno za 100 ml, pač da je šla noter. Tako da zdaj sva pa prišla do najljubše sončne kreme. Hvala Bogu, res. Gospod noče biti masten. Ne vem, če sva včeraj sploh povedala, če sva sploh prišla do Sape pri toliko adrenalinski vožnji, kot je bila z avtom. V glavnem, te Maltežani ne upoštevajo nobenih pravil cestnih. To grejo kar tako malo, en čez drugega, tretjo, tako Indija v malem. Indija v malem. Pa kar nekaj se tropkov, ker ste slišali. Idealno. Zakaj? Zakaj, ja. Odšla sva nazaj v hotel na večerjo, kjer se je na naši terasi zgodilo nekaj neverjetnega. Spoznala sva skupino Filipincev, ki živijo in delajo na otoku in leti so uspeli prepričati Ponča, da z njimi zapleše kot gost na njihovem TikToku. Zakaj neverjetno? Ponč ne pleše glikrat. Ponč se uči plesati TikTok videe z Azici. Okay, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and for you. And you. That's it. Okay, 5. He's a good teacher. Yes, he is. And from the start. From the start, okay. And then so when you're going back to your country, you should teach your friends. Okay. The song. Yes. Yes, I have TikTok. Oh, exactly. Nauk te zgodbe pa,
Tudi če ne znate plesati, važno, da na potovanju uživate, spoznavate nove ljudi in včasih stopite tudi ven iz svoje cone udobja. Jo, tale relax zdaj prihaja k koncu. Ampak je bila pa to ena lepa uvertura v tole serijo vlogov po Malti. Z jutrišnjim dnem torej začenjava ta prav najin poln sončni način potovanja. V bistvu rentam že avto in se odpravljava na road trip. Malto bova prečesala po dolgem in počez, pač vse si bova pogledala in še celo 2 druga otoka. Seveda vas bova vzela tudi zraven, tako da si boste lahko skupaj z nama vse pogledali. Najprej si bova pogledala severni del otoka in pa veš, koga bova jutri spoznala? Samega Popeja. A to je unka, je ful močen. Ne, to je unka ful špinače poje. Ja sej, in pojkar špinač poje, je ful močen. Ja, greva ga obiskat. Tako Noro. da, pridružite se nama v naslednjem vlogu in v bistvu dajte se naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudite vseh naslednjih vlogov iz Malte, ki prihajajo. Se pravi, kliknite tisti rdeč gumb, je zastonj, pa nič ne boli. Vabava vas pa tudi, da všečkate ta video in pa pustite komentar, če vam je bil video všeč. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau. Yeah, I can carry all that you've got. Two heavy hearts is not